Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste se pod dekico tudi že skrili? Odlično. Potem pa napnite ušesa in prisluhnite pravljici o babici Marici, ki razmišlja drugače. Ime mi je Ana in sem stara 7 let. Rada se smejim in pojem in zelo rada berem. Babica Marica je zame vedno rekla, da sem radovedna in da vtaknem svoj nosek v vsako stvar na njenem vrtu. Moja družina ni velika. Očka in mamica imata samo mene, zato mi je velikokrat dolgčas. Zelo rada se družim z babico Marico, ki je tudi moja velika prijateljica. Poletne mesece preživljam pri babici Marici. Ima ljubko hiško na robu majhne vasi. Ob njej pa je velik vrt in veliko prostora za sončnice, psičko Stelo in najine skupne igre. Vsako poletje me babica Marica nauči kaj novega. Recimo, kako zaliti rožo, kdaj pogledati v nabiralnik za pošto. Pred 2 letoma pa me je naučila celo plavati. Prej me je bilo vode resnično strah. Ko sva se igrali na njenem vrtu, sva si večkrat predstavljali, da sva veterinarki. Oskrbeli sva vsakogar, ki je potreboval najino pomoč. Ranjeno ptico, metulja, čebelico, deževnika. Vsi so bili dobrodošli v najini mali kliniki. Počitnice z babico Marico so bile vedno dogodivščina. Vendar pa se je letos vse spremenilo. Začela je razmišljati in se obnašati drugače. Prej sva se radi smejali, žgečkali in igrali na njenem vrtu. Sedaj pa babici Marici ni več do igre. Večkrat išče svoja očala, čeprav jih ima pred nosom. Razjezi se, ko me pokliče in se ne javim takoj. Tudi vpraša me večkrat eno in isto vprašanje. Potem sem žalostna, saj imam občutek, da me ne posluša in me ne mara. Vse to sem povedala mamici. Zaupala mi je, da se tudi njej zdi babica Marica drugačna. Zato jo je mamica odpeljala k zdravnici. Ta je babico Marico pregledala, razmislila in jo napotila na preiskavo glave. Babica Marica je morala na preiskavi narisati stensko uro in njene krake na list papirja, odštevati številke in ponavljati besede. Babici test ni šel najboljše od rok. Kot ni šlo meni v šoli, ko se nisem najboljše pripravila in nisem poslušala staršev, naj se pridno učim. Očka in mamica sta bila nad rezultati testa zaskrbljena, zato so naredili še druge preiskave babičine glave. Zdravnica je ugotovila, da babica potrebuje zdravila, ki bodo pomagala njenim možganom in spominu. Pričelo se je težko obdobje za celo družino. Zgodilo se je veliko neprijetnih sprememb, ki smo jih morali sprejeti. Večkrat sem bila žalostna, saj se mi je zdelo, da babice ne poznam več. Ona pa ne mene. Pogrešam staro babico Marico in najine skupne dneve, vragolije, pogovore in izlete. Vseeno pa vem, da potrebuje mojo pomoč, tako kot so jo potrebovale živali na njenem vrtu. Še vedno preživim veliko časa z babico Marico. Pomaga mi tudi pri ohranjanju spomina z različnimi igrami za spomin. Veliko stvari je pozabila. Pomaga ji tudi psička Stela. Kadar se babica prestraši ali pa razjezi, jo njena bližina pomiri. Včasih me je za babico strah, saj ne vem, zakaj se počuti slabo. Ne vem, zakaj pozabi toliko stvari. Mamica pravi, da se njeni možgani spreminjajo, da delujejo slabše. Zdravnica pa pravi, da ima bolezen, ki se ji reče demenca. Rada ji preberem kakšno pravljico, ji kaj zapojem ali pa zaplešem, saj se potem vedno skupaj smejiva.
Takrat imam občutek, da je spet vse kot včasih. Babica Marica me zdaj večkrat zamenja za mamico, ko je bila majhna, ali pa se ne spomni mojega imena. Vseeno pa mi z nasmehom na ustih kdaj pove kakšen spomin na najine igre na vrtu in kako me je naučila plavati. Še danes je ponosna na ta dosežek. Tudi če je kdaj težko in je ne razumem, se imava še vedno zelo radi. In tudi če bo babica Marica vse pozabila, je ne bom pozabila jaz. Ljubezen res premika meje, zato imejte radi in pazite na svoje bližnje. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ampak, preden začnem z branjem, me zanima, če ste zobke že umili. Kaj pa rokice in nogice ste pod dekico že skrili? Kaj pa ušesa? So ušesa napeta? Če so res, potem vam lahko razkrijem naslov pravljice. Maša in Mucek Afir. Ura je bila 8. Čas za večerne pravljice. Čas, ko odložimo skrbi in se pripravimo za selitev v deželo sanj. Skoraj vsi, kajti Maša je z zaskrbljenim pogledom božala Mucka Afirja, ki je brezskrbno smrčal na robu njene postelje. Kaj te muči, Maša? Je mami vprašala Mašo ter odložila knjigo s pravljicami. Kaj pa, če me ne sprejmejo v baletno šolo? Kaj pa, če nisem dovolj dobra zanje? Je kar bruhnilo iz Maše. Mami je nekaj časa zaskrbljeno gledala Mašo, potem pa tiho spregovorila. Maša, odlična plesalka si, glede baletne šole pa samo verjeti moraš vase, pa bo, če verjamemo vase, lahko premikamo gore. Maša se je namrščila. Ah, mami, to so samo lepe besede, mene je pa res strah tega, da me ne bodo sprejeli. Obstaja ena tehnika, ki ti lahko pomaga pregnati te dvome. Temu rečemo afirmacije. In mama je odprla usta, da bi nadaljevala stavek, a je Maša nenadoma prasnila v smeh. Ta tehnika se pa imenuje po našem Mucku. Kakšna tehnika pa je to? Je zanimalo Mašo. Pravzaprav se naš Mucek imenuje po njej. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Zanima te, kaj so afirmacije? No, v naših možganih je en kotiček, podoben osličku. To je tak trmast del naših možganov, ki je zadolžen za naše navade. Če tega oslička, imenovanega podzavest, enkrat nekaj pošteno ustraši, potem to zelo težko pozabi in ga je skoraj nemogoče prepričati, da bi se potem premaknil naprej. In kot vsi drugi si zapomni le tisto, kar je že 1000-krat počel. Nima prav nič avanturističnega duha, ne mikajo ga nove dogodivščine. Preprosto, če podvomi o čemarkoli, se sploh ne premakne. Kaj pa korenček? Sem slišala, da osla zmamimo s korenčkom, je zanimalo Mašo. Ja, afirmacija je osličkov korenček. Če ponovimo 1000-krat pozitivno misel, recimo, sem odlična plesalka in z veseljem me bodo sprejeli v baletno šolo, si bo ta osliček to zapomnil in bo potem Maša ponosno, brez strahu, zaplesala pred komisijo in jim pokazala vse, kar zna. Maša je nekaj časa nejeverno gledala mami, na koncu pa le spregovorila. Ah, daj, mami, to pa ne gre tako preprosto. Ne verjamem, da če bom to velikokrat ponavljala, da se bo potem to res zgodilo. No, pa poglejva. Ti bom o tej zadevi povedala eno zgodbo. Najprej pa, kako rečejo tvojemu atiju, je vprašala mami. Muci, tako ga kličeta ti in stric Stane, se je zasmejala Maša. In stric Stane je tisti, ki ti je prinesel Mucija Afirja.
Mar ne? Je zanimalo mami. Veš, to, da si ti prišla na svet in to, da imaš Mucija s tem smešnim imenom, je zasluga teh afirmacij, je nadaljevala mami. A teh, ki skrbijo za tistega oslička v moji glavi, se je zasmejala Maša. Ja, res je, prav teh. Greva zdaj k obljubljeni zgodbi. To je zgodba o tem, kako sva se z Atijem spoznala in kako je prišlo do tega, da si dobila Mucija Afirja. Te zanima? Ja, prosim, je vzkliknila Maša. Davno nekoč je živel mladi fant Ivo, ki je bil zelo zaljubljen v sošolko Ano, ki pa sploh ni vedela, da ta Ivo obstaja. O, to sta pa vidva z Atijem, mar ne? Je vzkliknila Maša. Ja, pšt. No, Ivo je hrepenel in mrgolel od ljubezni do Ane in se stopil kot sladoled vsakič, ko je Ana šla mimo njega. Seveda si je ni upal niti pogledati, kaj šele, da bi ji kaj rekel. Joj, Ati, se je zasmejala Maša. Njegovemu najboljšemu prijatelju Stanetu se je Ivo zelo smilil, zato mu je predlagal, naj poskusi z afirmacijami. Da je to nekaj, kar njegova mama počne vsak dan in da jim menda kar pomaga. Aha, nisem vedela, a to teta Ivanka, je rekla Maša. Teta Ivanka. Ivo je debelo pogledal Staneta in ga vprašal, kaj za vraga je to afirmacija. Stane mu je rekel, da naj si čim večkrat, kadarkoli bo le lahko, ponavlja, da je lep, zanimiv in odličen plesalec in čez 2 meseca, ko bo maturantski ples, bo brez težav povabil Ano na ples in jo očaral svojo lepoto in plesom. Ati, odličen plesalec, to bo to, ja? Se je krohotala Maša. No, potem je Ivo 2 meseca vse povsod neprestano žebral potiho ta stavek, da so že skoraj vsi njegovi prijatelji po malem iz njega norca brili. Stane ga je začel klicati Afir, Muci, Maci. Ivo se je teden pred maturo razjezil na Staneta in mu rekel, da naj neha s tem Afirjem, je zaključila mami. Pa je stric Stane nehal? Je zanimalo Mašo. Ja in ne, Stane je rekel. Prav, te bom pa klical samo Muci, Maci. Ivo, ki je dobro poznal Staneta in vedel, da ta ne bo drugače nehal, mu je rekel. Samo Muci, nič Muci, Maci. Stane se je zasmejal, mu podal roko in rekel. Prav. No, tako je tvoj ati postal Muci. In vidva, Ivo in Ana, je zanimalo Mašo. Prišel je večer maturantskega plesa. Tvoj ati se je seveda spet prestrašil in si sprva ni upal priti pome. Stane ga je pregovarjal, naj stopi do mene in me prosi za ples. In počasi so ga že vsi njegovi prijatelji spodbujali, naj gre že prosit Ano za ples. Ivo se ni dal tako zlahka. A Stane tudi ni bil od muh. Začel je mjavkati in kmalu so vsi okoli njega mjavkali. Sprva potiho, potem pa vse glasneje. Ni veliko manjkalo, pa bi njihov mjav, mjav preglasil glasbo v dvorani. Ubogi ati, se je zasmejala Maša. In potem je Ivo vstal, kot dirigent zamahnil proti mjavkajoči gruči, da so utihnili in skozi nasmešek spregovoril. Sem lep, zanimiv in odličen plesalec in zdaj grem po Ano. Vsi so se zasmejali in Ivo se je odpravil čez dvorano. In je delovalo? Je zanimalo Mašo. No ja, posoda, v kateri je nosil samozavest, se je nekje na tej poti čez dvorano preluknjala in ko je prišel do mene, je ni bilo nikjer več. Nenadoma je stal pred mano, sramežljivo gledal v tla in zamomljal, če bi šla plesat. Verjetno sploh ne bi šla, a nekaj metrov za njim je stala cela gruča njegovih prijateljev, ki so me proseče gledali. Res nisem imela srca, da bi jih vse razočarala. In potem, je bila neučakana Maša. Potem sem ugotovila, da plesati mogoče res ne zna. Potacal me je kot kak medved, ampak bil je izredno zanimiv,
duhovit in prikupno zmeden. Ja, mi je bil kar precej všeč, se je nasmehnila mami. Ja, potem pa ni čisto res, da te afirmacije kar tako učinkujejo, saj so pomagali njegovi prijatelji, pa plesati tudi ni znal, pa Maša bi še nadaljevala, če je ne bi mami ustavila. Če ne bi bilo teh afirmacij, bi ati najverjetneje obsedel med prijatelji in si ne bi upal priti do mene. Veš, Maša, nič na tem svetu ne deluje samo od sebe. Vedno smo mi tisti, ki moramo narediti prvi korak. In ko naredimo ta korak, potem nam tudi vesolje stopi naproti in se vse uskladi in pride na pravo mesto. Je rekla Maša. Ker je 2 meseca neprestano momljal te besede in z njimi paral ušesa prijateljem, mu je bilo verjetno nerodno, da zdaj res ne bi bilo nič iz tega. In če ne bi bilo afirmacij, ga ne bi klicali muci in ne bi mjavkali in tako ena stvar vodi v drugo in na koncu imata mene in jaz imam mucka Afirja, je nasmejano rekla Maša. Res je, stric Stane si ni mogel kaj, da ne bi malo dražil Atija, zato mu je prinesel mucka, ki ga je poimenoval Afir, je hudomušno pripomnila mami in takoj zatem dodala: zdaj pa lepo prosim spat. Lahko noč. No prav, lahko noč, mami, je rekla Maša. Mami je poljubila Mašo za lahko noč in se odpravila iz sobe. Ko je zapirala vrata, je slišala tiho momljanje, kot bi škrebljala kakšna miška. To je bil Mašin glas, ki si je pod odejo tiho ponavljala en in isti stavek. Sem odlična plesalka in z veseljem me bodo sprejeli v baletno šolo. Počil je lonec in pravljice je konec. Ampak preden vam zaželim sladke sanje, kaj je tisto, kar smo se naučili iz pravljice, ki smo jo ravno poslušali? Da če verjamemo vase, lahko premikamo gore. Zato, malčki moji, verjemite vase. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se podamo na potep z Martinčkom Pobalinčkom. Le kaj lepega in novega nas bo naučil? Ste že kaj radovedni? Ste? A vam zaupam skrivnost? Jaz tudi. Za 9 gorami in 9 vodami je na hribu nedaleč stran od morja stala velika rdeča hiša številka 30. Ta je imela velik vrt, kjer je v mišjem rovu živel majhen, živozelen kuščar Martinček s svojo družino, mamo Martino in očetom Martinom. Ker Martinček ni imel bratcev ali sestric, mu je bilo velikokrat dolgčas, saj se ni imel s kom igrati. Ko je postal dovolj velik, da se je lahko iz luknje svojega doma odpravil tudi sam, je na velikem vrtu spoznal še druge živali, ki so kasneje postale njegovi prijatelji. Med njimi so bili neroden hrošček Janček, pridna mravljica Anica, vedno nasmejana čebelica Elica, igriva žabica Slavica, večnoga gosenica Jerica, živobarven metuljček Cekinček, počasni polžek Jožek in nagajiv pajek Poldek. Prijatelji iz rajskega vrta so veliko časa preživeli skupaj, se veliko pogovarjali in še več smejali. Najraje pa so se igrali skrivalnice. Še posebej radi so se skrivali v krtovih in mišjih rovih, v dolbinah strohnelih debel ter v skalnih razpokah, kjer jih je bilo včasih res težko najti. Martinček pa je imel tudi zelo posebno lastnost. Če ga je kdo zagrabil za rep in morda že pomislil, da ga je ujel, se je pošteno zmotil. Martinček je namreč brez skrbi pustil, da se je rep odtrgal od njegovega trupa in stekal naprej, saj je vedel, da mu bo rep ponovno zrasel.
Zato je poskrbela mati narava, ki mu je dala to čudežno moč. In s pomočjo te je večkrat le za rep, dobesedno, ušel sovražniku. Navadno je bila to sosedova mačka Boža, ki se je lovljenja Martinčka kmalu naveličala in je z njim na koncu postala celo prijateljica. Vrt je bil pravi raj za male živali, kot je bil Martinček Potepinček. Tako so ga namreč začeli klicati, ker se je tako rad potepal po vrtu in raziskoval vsak njegov še tako skrit kotiček. V zgornjem delu vrta sta bila poleg grmov prelesnih vrtnic in bohotnih hibiskusov posajena tudi lovor in rožmarin. To sta imenitni mediteranski dišavnici, ki dajeta poleg vonja tudi izvrsten okus raznim juham, prikuham ter vsem sortam jedem, zato jo uporabljamo tudi kot začimbe pri kuhi. Kamnite stopnice, kjer se je Martinček rad nastavljal jutranjim sončnim žarkom, so vodile do spodnjega dela vrta. Tam je poleg svetlo-zelene in goste trave rasla tudi gosta in malo manj svetlo-zelena vinska trta, kjer je jeseni zorelo grozdje. To je bil tudi Martinčkov najljubši del vrta, saj je lahko po mili volji plezal preko vijugastih vejic vinske trte in se skrival med njenimi majhnimi zvitimi listi. Veliki listi vinske trte pa so mu služili kot zavetje, še posebej, kadar je pihala hladna burja. Vsako jesen je grozdje dozorelo in Martinček se kar ni mogel naužiti sladkega okusa temno-vijoličnih grozdnih jagod. Veselo je tekal gor in dol po vejicah vinske trte in se nagajivo skrival med listi. Ko je padel mrak, pa se je vrnil v svojo votlinico k mami Martini in očetu Martinu. In tako je družina Martinčkovih z ostalimi družinami živali srečno živela na vrtu velike rdeče hiše številka 30, ki je stala na vrhu hriba obmorskega mesteca Izola. Nekega dne pa je postal Martinček Potepinček tako prevzet od tistega leta še posebej sladkega grozdja, da ni opazil, da so ga skupaj z velikim grozdom pri obiranju položili v še veliko večjo posodo, kjer so zbirali natrgano grozdje. Tistega jesenskega popoldneva je bil namreč na vrtu rdeče hiše številka 30 na obisku Nejc iz Ljubljane. To je bil prijazen in nasmejan fant, ki se zelo rad odpravi na izlet in se po njem še toliko raje vrne domov. Po čudovitem sončnem dnevu in kopanju v Strunjanu je skupaj s sestro in mamo pred odhodom obiskal še teto Damjano. Ta jih je prosila, naj naberejo nekaj grozdja, saj je trta tisto leto še posebej bogato obrodila. Pravzaprav je bilo grozdja vsako leto več in tokrat ga je bilo toliko, da bi ga lahko jedli prav vsi prebivalci ulice, pa še bi ga ostalo. Nejčeva sestra je splezala na lestev in s škarjami previdno rezala grozde ter jih podajala Nejcu. Ta pa jih je skrbno polagal v košaro. Nihče od njiju, še najmanj pa Martinček sam, ni opazil, da je z največjim in najbolj košatim grozdom v košaro nehote zašel tudi Martinček Potepinček. Posodo so skupaj s še 2 košarama polnima grozdja položili v prtljažnik avtomobila in se odpravili proti domu. Naslednjega jutra so se odločili, da grozdje razdelijo v manjše posodice, da bi ga lahko kasneje podarili prijateljem. Na njihovo veliko začudenje so odkrili, da se na dnu ene izmed košar skriva nihče drug kot mali Martinček. Ta je negibno ležal na enem izmed grozdnih listov in prestrašeno kukal izza grozdov. Nekaj časa se ni premaknil niti za mušji drekec in Nejc je že pomislil, da morda ne diha več. Potem je opazil, da je Martinček z veliko hitrostjo začel trebušček premikati gor in dol. Vsi so si oddahnili, ko so ugotovili, da je Martinček še živ in upali, da bo počasi splezal iz košare. Po vejah okrasnih rastlin bi lahko priplezal do balkonske ograje ter se počasi spustil v pritličje, kjer bi užival v sosedovem cvetličnem vrtu. A na srečo se to ni zgodilo. Martinček je bil še premajhen in preveč prestrašen, da bi si upal sam raziskovati novo okolje. Prav tako je bila temperatura v tem času leta že precej nizka,
vsekakor nižja kot tista v toplem zavetju vrta velike rdeče hiše številka 30 na vrhu hriba obmorskega mesteca Izola. Martinček ni bil vajen tako drugačnega podnebja in hladnega vetra, zato se je stiskal k dnu posode in si v mislih predstavljal, kako lepo bi bilo spet biti v varnem zavetju svojega doma. Začel je pogrešati svojo mamo Martino in očeta Martina, pa tudi svoje prijatelje, ter pomislil, kako morajo biti zaskrbljeni med tem, ko ga iščejo. Zaskrbljen pa je bil tudi Nejc, saj se je bal, da bo jesenski mraz prevelik šok za Martinčka in da morda ne bo preživel. Košaro z grozdjem so skupaj prestavili na toplo in jo položili poleg radiatorja. Martinčka so hranili s semeni buč in sončnic, pa tudi majhnimi žuželkami. Razmišljali so, kaj naj storijo, da bi Martinček spet lahko zaživel v svojem naravnem okolju. Lahko bi ga odnesli k reki, a je bila ta ravno v tistem času od obilnega deževja narasla in divja. Bali so se, da bi lahko Martinčka reka odnesla in bi utonil. Prav tako bi lahko hitro postal plen kakšne od čapelj, ki so občasno počivale na obrežju. Odločili so se, da bodo dobro premislili in poiskali najboljšo rešitev. Vsako jutro je tisti, ki je prvi vstal, preveril, ali je Martinček še živ in ali je z njim vse v redu. Če se ni premikal, so košaro malce pretresli in ko se je Martinček končno zdramil, je vsem odleglo. Vsak dan so Martinčka hranili, ga opazovali in se z njim pogovarjali ter upali, da ne bo pobegnil. A nekega dopoldneva se je to res zgodilo. Medtem ko je bil Martinček sam doma, je začel močno pogrešati svoj pravi dom. Svojo mamo, svojega očeta, svoje prijatelje in vrt, po katerem se je tako rad potepal. Odločil se je, da se bo odpravil na pot proti Izoli. Ni pa se zavedal, da je tako dolga pot zanj kar velik zalogaj. Previdno je splezal iz košare in se počasi premaknil do balkona. Prestopiceval se je sem ter tja ter razmišljal, kako bi se spustil po žlebu navzdol. Vse to je iz strehe napeto opazovala vrana, ki se je že veselila svojega plena. Razprla je svoja široka krila in poletela proti Martinčku. Ta je kar naenkrat opazil velikansko senco in ko je pogledal navzgor, je zagledal še bolj velikansko vrano z razprtimi kremplji, ki se mu je naglo približevala. Od strahu je obnemel in namesto da bi pobegnil, je obstal na mestu. V tistem pa se je domov že vrnil Nejc. Zagledal je Martinčka, kako prestrašeno stoji na balkonu in ga še v zadnjem hipu rešil pred vrano. Hitro ga je prijel v roke in ga odnesel nazaj v košaro. Martinček od strahu kar ni mogel priti k sebi in tudi Nejca je zelo zaskrbelo, kaj bo z njim. Po dolgem premisleku so skupaj ugotovili, da bo najbolje, če Martinčka naslednji konec tedna odpeljejo nazaj v Izolo, kjer je njegov dom in kamor tudi spada. Naslednjo soboto, točno 7 dni zatem, ko se je iz Izole nevede pripeljal tudi Martinček, je prišel dan, ko je bilo potrebno opraviti pomembno nalogo. Martinčka Potepinčka varno pripeljati nazaj na vrt velike rdeče hiše številka 30. Tam so ga že nestrpno čakali njegova družina in prijatelji, mama Martina, oče Martin, hrošček Janček, mravljica Anica, čebelica Elica, igriva žabica Slavica, gosenica Jerica, metuljček Cekinček, polžek Jožek in pajek Poldak. Košaro z Martinčkom so pokrili, da Martinček ne bi ušel in jo odnesli do avtomobila. Potem so košaro spet odkrili, da je Martinček lahko dihal, za preživetje namreč potrebuje zrak. Po dolgi vožnji so končno prispeli na vrh hriba nad Izolo, pred veliko rdečo hišo številka 30, in košaro z Martinčkom prinesli na vrt. Postavili so jo prav na tisto mesto, kjer je stala pred 7 dnevi, ko se je v njej nepričakovano znašel tudi Martinček Potepinček. Nagnili so jo na stran in z velikim vznemirjenjem opazovali, kaj se bo zgodilo. Martinček pa se ni niti premaknil. Negibno je ležal na dnu košare. Vsi skupaj s teto Damjano na čelu so že pomislili,
da morda med potjo ni imel dovolj zraka in da ne diha več. A na njihovo veliko veselje je Martinček zavohal svež morski zrak in vonj po svojem domu. Najprej se je previdno približal robu košare, potem pa urno skočil čez njen rob in v nekaj trenutkih izginil v goščavi. Vsi so si oddahnili, da je Martinček uspešno prestal dolgo pot in varno prišel nazaj domov. Še najbolj pa sta se njegove vrnitve razveselila mama Martina in oče Martin. Ko sta zagledala Martinčka, kako s svojimi majcenimi nožicami hitro teče proti svojemu domu, sta ga z odprtimi rokami sprejela v objem. Skoraj sta že obupala, da ga bosta še kdaj videla, zato sta bila še toliko bolj srečna, ko se jima je spet pridružil. Takoj so veselo novico izvedeli tudi ostali prebivalci rajskega vrta velike rdeče hiše številka 30. Še istega popoldneva so pripravili velikansko slavje, katerega glavna jed je bilo seveda grozdje. Martinček Potepinček je bil srečen, da je spet doma. Še naprej je vsak dan radovedno tekal po vrtu in raziskoval vsak njegov še tako skrit kotiček. Odločil pa se je, da bo pri svojem odkrivanju sveta od sedaj naprej bolj previden. Prijatelji so bili ponosni nanj, da je pogumno prestal to dogodivščino in ga iz Martinčka Potepinčka hudomušno preimenovali v Martinčka Pobalinčka. In tako so Martinčkovi skupaj z ostalimi prebivalci vrta velike rdeče hiše številka 30 na vrhu hriba nad obmorskim mestecem Izola srečno živeli do konca svojih dni. Otroci, preden vam zaželim lahko noč, bi vam rada povedala, da je knjiga nastala po resnični zgodbi, ki se je zgodila jeseni leta 2017 v Izoli. Njen glavni junak je Nejc, ki je pravi junak tudi v vsakdanjem življenju. Že kot otrok je prestal 2 operaciji srca, kar pa zanj ni bila ovira, da se ne bi redno udejstvoval različnih aktivnosti. Že vrsto let jaha, vozi kolo, rad pleše, je aktiven tabornik in bil je tudi državni prvak v judu, pa tudi joga mu ni tuja. Ne boji se letenja s padalom, raftanja po deroči reki, plezanja po strmih skalah ali jadranja po razburkanem morju. Pri vsakodnevnih opravilih se mora vedno malce bolj potruditi, saj so mu zaradi slabšega občutka za fino motoriko včasih že najbolj preproste naloge, kot so zavezati vezalke ali zapeti gumbe, lahko velik izziv. Kar pa Nejca seveda ne ustavi, da se ne bi trudil biti čim bolj samostojen in zajemati življenja z veliko želico. Dobesedno so je tudi velik ljubitelj vseh mogočih jedi in eden najbolj hvaležnih jedcev. Nadvse rad posluša glasbo in se trudi zraven peti, čeprav njegovi zlogi niso najbolj razločni. Je tudi zelo skrben in natančen. Pazi na svoje stvari, še posebej na svoje ključe in mesečno vozovnico za avtobus, ki je zanj eden od najpomembnejših predmetov, ter poleg črtaste hiše tudi njegov najljubši motiv pri risanju. S karto, kot ji sam pravi, se namreč navdušeno vozi po celi Ljubljani. Včasih tako zelo zamišljeno, da pozabi izstopiti in se potem znajde na drugem koncu mesta. Zelo rad ima tudi živali in pridno skrbi za svoja 2 kužka. Je izredno pozoren do vseh živih bitij in je zato že večkrat prejel različna priznanja, med drugim tudi priznanje za najbolj ustrežljivega fanta na letovanju. Izjemno rad potuje in odkriva nove kraje, ker je seveda najbolj pomembna hrana. Rad preizkuša različna transportna sredstva in se z njimi brez težav pelje tudi večkrat zapored. Ponavljajoča se dogajanja so ena izmed značilnosti avtistov, posebnosti, ki popestrijo njegov dan, pa tudi dan tistih, ki smo v njegovi bližini. Nejčeva najlepša lastnost, poleg njegove skromnosti, je njegova pozornost in ljubeznivost. Nejc je zares zelo poseben in srčen fant, tak, ki se ti že ob bežnem srečanju vtisne v spomin. Predvsem zaradi svoje iskrenosti in neposrednosti, kateri je pri odraslih včasih tako zelo težko najti. In ta njegov nasmeh v dobro voljo te spravi na še tako deževen dan, saj s seboj vedno prinese sonce. Pa še sporočilo za mamice in očke.
Veste, ves izkupiček od prodaje te knjige bo podarjen kardiološkemu oddelku Pediatrične klinike Ljubljana in Sončku, varstveno-delovnem centru za zaposlovanje invalidov. Tam Nejc zadnja leta pridno dela na oddelku volne, kjer izdelujejo volnene lutke, ki jih nato tudi prodajajo. In kljub temu, da z volno dela vsak dan že vrsto let, ga to niti najmanj ne dolgočasi. Vesel je vsakič, ko dobi v roke nov klopčič in novo barvo. Še najbolj pa je zadovoljen takrat, kadar se počuti samostojnega, koristnega in sprejetega, kot mi vsi in vsak izmed nas. Še eno poučno pravljico smo prebrali in se z marsičim novim spoznali. Zdaj pa otroci, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za novo dogodivščino. Tokrat nam bo družbo delal mali Gingo. Pravi, da bi se rad z nami igral, tudi malo jezikav, se sprehajal po deželi besed in z nami odkrival svet. Greste z menoj? Sprašuje. Vesel bom vaše družbe. Obljubim, da bo potovanje zabavno, igrivo in poučno. Kakšen je naš odgovor? No, da vas slišim, dajmo v en glas. No, ja, seveda, Gingo, gremo s tabo na potovanje in sploh ne dvomimo, da bo zabavno, igrivo in poučno. Gingo se predstavi. Ta knjiga ni navadna knjiga. Je zgodba o prijaznem in navihanem Gingu, ki bo prav kmalu postal tvoj prijatelj. Ta knjiga je obenem vadnica, ki bo tebi in Gingu pomagala, da se bosta igrala z besedami in vadila pravilno izgovorjavo. Hkrati pa je tudi priročnik za mamice in očke, tete in strice, babice in dedke, vzgojiteljice, učiteljice, skratka za vse, ki bodo prebirali zgodbe in se s teboj pogovarjali o čudoviti deželi zlogov, besed, stavkov in zgodb. Čakate torej prava jezikava zabava. Tebe in tvojega novega prijatelja, ki že komaj čaka, da te bo spoznal. Gingo, 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 kje se skrivaš, ti mali kuštravi potepin? No, gotovo spet počne kaj noro zanimivega in sploh ne sliši, da ga kličemo. Pomagaš še ti? No, pomagajte mi. Gingo, Gingo. No ja, se bo že prikazal, ta naš navihanec. Mi pa kar začnimo zgodbo. Kuku, sem že tu. Glej, glej, a gremo skupaj naprej? Pokri oči in se skri še ti. Zdaj pa hitro rokice na oči. Ste jih pokrili? Odlično. Pa damo rokice stran? Pa še enkrat jih pokrimo z dlanmi. Gingo gre na pot. Nekega dne se je Gingo odločil, da se bo podal na čisto posebno raziskovanje. Podal se je v deželo pravilne izgovorjave. Ta dežela je zelo zanimiva in včasih tudi skrivnostna. Do nje ne prideš z vlakom ali kolesom, ampak z jezikom. Gremo še mi z Gingom na pot? Najprej pa se moramo seveda dobro ogreti. Alo, vzemimo vsak svoj jezik in gremo. Pokazal ti bom jezik. Lepo glej, kako dolg je moj jezik. Skoraj se z njim dotaknem nosu. Vidiš? No, poskusi še ti. Zdaj pa, otroci, jezička ven in se poskusite z njim dotakniti nosu. Kako vam gre? Vam je uspelo? Čim višji jeziček do nosu, do nosu, do nosu, še malo, še malo, še malo. Odlično. Zdaj se bom pa še obliznil. Takole, obliznil si bom zgornjo in spodnjo ustnico. Zdaj pa še ti. No pa dajmo, otroci. Najprej si obliznemo z jezičkom zgornjo ustnico. Dobro. Sedaj pa še spodnjo. Krasno. Vam je uspelo? No, poskusite še enkrat. Obliznite zgornjo ustnico z jezičkom. In še spodnjo.
Zelo dobro. Spomnil sem se še ene jezične vaje. Predstavljaj si, da pada dež in je tvoj jezik brisalec na avtomobilu. Takole ga bova premikala levo in desno. No, poskusite. Gremo. Levo in desno. Levo, levo. Vam gre? Kako vam gre premikanje jezika z leve na desno stran ustnic? Zelo dobro, bravo, odlično vam gre. Zdaj pa ti bom pokazal, kako delajo čisto prave klepetulje. Drsaj z jezikom po trdem nebu naprej in nazaj in čisto zares poklepetaj. No, poskusite. Vam gre? Krasno, odlična vaja, kaj ne? Pa še zabavamo se poleg. Tako, zdaj smo pa res pripravljeni. Jezički so ogreti in Gingo že komaj čaka, da te popelje na besedno pustolovščino. Sonce sije, Gingo pije. Danes je zunaj strašansko vroče. Sonce sije, niti rahle sapice ni v zraku. Sonce pripeka, Gingo je žejen kot strela. Najprej popije en kozarec vode, potem pa še en kozarec vode. Zdaj grgra vodo. Poglej ga, kako se zabava. Še pol kozarca vode. No ja, zdaj pa ni več žejen. Za vsak slučaj si pripravi vrč z vodo, ker želi biti pripravljen. Gingo je obležal na ležalniku z najljubšo knjigo in bere zgodbo z naslovom 3 račke. Rezi, Rozi in Ruža so imele pevske vaje. Najprej je gagala Rezi, ga, ga, ga. Potem je zagagala Rozi, ga, ga, ga. In nazadnje še Ruža, ga, ga, ga. Ko so hotele zapeti vse skupaj, se je mimo na stari gumi pripeljal racman Gogi. On ne mara prepevanja, raje se ukvarja z drznimi adrenalinskimi športi. Pridite, drage prijateljice, za vas imam presenečenje. Rezi je zavila z očmi. Gotovo si postavil gol in hočeš, da se gremo žogat. Gogi je odkimal, Rozi je odkimala. Jaz ne grem nikamor. Nazadnje smo morale nabirati gobe za tvojo gobovo juho. Ruža pa si je malo odkašljala, potem se je s perutko počohala po glavi in s kljunom potrkala po Gogijevi gumi in nato rekla: Veš kaj, Gogi, meni pa so tvoje ideje zelo zanimive. Naj uganem, imaš na zalogi kakšno pogumno gusarsko dogodivščino? Gogi je zaploskal in zavriskal. Skoraj si uganila, naredil sem gugalnico. Pridite, gremo se gugat. Da vidimo, kaj ima Gingo za nas še pripravljeno. Ho, tika taka, Gingo čaka. Gingo pričakuje obiske. Tika taka, Gingo čaka. Ko nekoga pričakuješ, se kazalci na uri strašansko počasi premikajo. Tika taka, Gingo čaka. Nekaj trka. So to obiski? Ne, veter je zaloputnil vrata. Tika taka, Gingo čaka. O, nekaj ropota. Samo muca je, ki se smuka pred vrati. Tika taka, Gingo čaka. Kako je to dolgočasno. Kaj pa ti delaš, ko nekoga čakaš? Gradiš stolp s kockami, se igraš s plišastimi igračkami, sestavljaš sestavljanko, barvaš pobarvanko? Kaj počneš? Joj, kako ura počasi tik-taka. Tik-tak, jo slišiš? Kaj če jo skupaj prehitiva in tik-takava hitreje kot ona? Tik-tak, 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 tik-tak. No, otroci, tik-takajte skupaj z nama. Tik-tak, 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 tik-tak. Joj, kako se ti kazalci počasi premikajo. Gingo, si opazil? Na uri so kazalci in številke. Daj ti pokažem, skupaj s prstom slediva številkam in preštejva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in spet od začetka. Otroci, zdaj pa skupaj z menoj. Štejmo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tako pa smo skupaj prešteli do 12. Če vam štetje dela težave, potem morate čim več šteti. Vaja dela mojstra in mojster dela vajo. To že veste, kaj ne? Danes smo dobili novega prijatelja, Ginga. In da se bo Gingo dobro počutil, predlagam, da mu skupaj preberemo še uspavanko in mu zaželimo sladke in lepe sanje. Ste za? Ko luna na nebo posije, Gingo si zobe umije. Hitro smukne pod odejo, ko se zvezdice prižgejo. Ko v svet pravljic se odpravi, nočna lučka ga pozdravi. Ena bolha za pomoč, mali Gingo, lahko noč. Otroci, zdaj pa je čas, da oči zaprete tudi vi. Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za novo dogodivščino. Tokrat vam preberem pravljico z naslovom Žrebiček junak in čarobni korak. Nekje je dežela, kjer ustavi se čas. Dežela čarobna in pravijo kras. In prav v tej deželi so neke noči v življenje pogledale črne oči. V hlevu, kjer konjska se družba je grela, žrebička dobila, kobila je bela. A glejte to čudo, vsak vidi lahko, da črn kot zlodej, konjiček je to. Oh, kakšna sramota, pripomni kobila, ki ravno vstajo je nos pomolila. Žrebičkova mama grdo jo pogleda. Kako ste osorni, predraga soseda? Poglejte, to fant je, da takega ni. Na drobnih nožicah že trdno stoji. A kakšna je barva, kobila ne neha, prav nič plemenita, prej vredna posmeha. Rjava je zlata in siva srebrna, a kot konjska figa, ta barva je črna. Tako je žrebiček okusil že rano, da malo veselja v srce mu bo dano. Nobeno se žrebe z njim noče igrati, nihče z njim veselo ne skače po trati. Edina, ki malčku naklonjenost vrača, ki veter že dolgo ji liste obrača, je lipa visoka, debela košata, z modrostjo in znanjem izjemno bogata. Vsak dan gre žrebiček vzdolž drevoreda, skrivaj, da ne vidi ostalega čreda. Mogočno drevo ga prijazno pozdravi in z listjem ga nežno poboža po glavi. V uho o deželi mu bajke šepeče, v tančico skrivnosti vse zgodbe obleče. O škrapljah, vrtačah, ponorih v tleh, ki žejo gasijo si v vročih nočeh. O zmaju iz jame žrebičku pove, da kamni so dali deželi ime. O buri, ki z roko ledeno primaže klofuto prav vsemu, kar se ji prikaže. Pod lipo žrebiček si krajša vsak dan, a žalost si skuša pregnati za manj. Ko neke noči proti hlevu se vrača, zadane ga nekaj kot težka gorjača. Potem, ko mu sprva ni čisto nič jasno, spozna, da se srečal je z burjo zloglasno. Ta strašno zatuli, del plota vzame in hlevu še spotoma strešnike sname. V žrebička zažene z vso se močjo, odločna, da s pišem zvrnila ga bo. A trdna kopitca se vkopljejo strumno, upira žrebiček se vetru pogumno. Tako se borita vsak svoje strani, potem pa na lepem se burja umiri. Zasopla se čudi, od kod ta pogum, kopita kot kamen,
ta volja, razum. Poslušaj me, mali, ker nisi kot vsak. Podarjam ti vetrov čarobni korak. Zapihala znova je v črno mugrivo, žrebiček poskočil, pozdravje igrivo. So leta minila, konjiček je rasel, pod lipo v družbi se burje je pasel. Lahkotno kot ptica je plesati znal, pri skoku v zrak se dotikal ni tav. Z zavistjo je gledala konjska elita, kako so nad zemljo lebdela kopita. Na zadnjem burja sapo srebrno, z dlake odpihnila, barvo je črno. Bleščeči zdaj v belini nekdani sevranec, mu lipa je dala ime lipicanec. Ali veste, da lipicanci vedno pridejo na svet temni in kasneje osivijo zaradi posebnega gena sivenja? Da so nadarjeni in močni lipicanci sposobni prikazati zelo zahtevne skoke, na zadnje noge in z vsemi 4 nogami v zrak, kar imenujemo šola nad zemljo. Da je lipicanec dobil ime po vasi Lipica, vas pa po drevesu Lipi, ki je rasla na vrhu lipiškega griča. Da ime Kras izvira iz korena kara, kar je v predindoevropskem jeziku pomenilo kamen. Da so ljudje včasih, ko so še verjeli, da v jamah živijo zmaji, človeške ribice imenovali zmajevi mladiči. Da je burja zelo močan severni veter, ki lahko lomi veje, podira drevesa, ovira promet in odkriva strehe, zato so na Krasu lete obtežene s kamni. Ali veste, da so škraplje razpoke, ki jih na površju apnenčastih skal napravi voda? Da so vrtače lijakaste okrogle kotanje, na dnu katerih so pogosto obdelovalne površine. Da je ponor odprtina v kraških tleh, v katero izginja voda. Če vsega tega niste vedeli, no, zdaj veste. Knjiga Žrebiček, junak in čarobni korak nam je postregla s krasno zgodbo o lipicancu, pa še naučila nas je marsikaj novega. Zdaj pa je čas, da zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste nogice pod toplo dekico skrili? Odlično, potem pa začnimo. To je rožle, majhen samorog, podoben vsem drugim, morda pa tudi ne. Včasih je rožle zadovoljen, včasih ni zadovoljen, včasih je sramežljiv, včasih je žalosten, včasih je ljubosumen. To so čustva. Rožle občuti različna čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega, to sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Kako se danes počuti rožle? Zelo slabo. Rožle se ne počuti dobro. V njegovem srčku je vse temno in pojasnil nam bo, zakaj. Kako pa se ti počutiš danes? Zelo dobro? Dobro? Še kar? Ne preveč dobro? Slabo? Ali zelo slabo? Zakaj se rožle počuti tako slabo? Danes bo pri njem prespala sestrična Lija. Rožle je vesel, ves teden se je že veselil njenega prihoda. Mamica ima za Lijo presenečenje, podari ji čudovito malo letalo. Lila se darila zelo razveseli. Kako imenitno letalo, si reče rožle. Popoldne se Lija želi igrati z vlakom. Očka zelo uživa v igri z njo. Rožle pa ni zadovoljen. Rad bi se žogal, toda nihče se ne zmeni zanj. Za večerjo je mamica spekla okusen kolač in na krožniku je ostal le en kos. Ker je Lija gostja, ji ga očka vljudno ponudi. Tudi rožle si želi še malo kolača.
začelo mu je presedati, da ima sestrična vedno prednost. Za nameček mamica po zgodbici za lahko noč stisne k sebi še Lijo. Toda Rožle mamice ne želi deliti z nikomer. Vse se vrti okoli Lije. Kaj pa on? Prepustiti ji mora celo svojo posteljo. Rožle ve, da mora biti vljuden in sestrično ima res rad. Toda zdaj je jezen. Rožle je ljubosumen. Njegovo srce je postalo težko. Počuti se, kakor da bi mu ga ovile verižice, zaradi katerih ne more čutiti veselja. Da mu verižice ne bodo strle srca, jih bomo z dihanjem odstranili. Tudi ti, ko začutiš, da te preplavlja ljubosumje, se lahko osvobodiš z dihanjem. Kako z nadzorovanim dihanjem preženemo ljubosumje? Rožle zapre oči. Tudi vi jih zaprite. Zamislite si z verižicami obdano srce. Roke položite na prsi. Vdihnite skozi nos. Tako napihnete zgornji del trupa. Rožle in tudi vi še naprej globoko dihate. Ko napolnite prsni koš, začutite, kako se roke odmikajo. Zamislite si, da napihujete svoje srce in da se verižice trgajo. Zdaj pa nežno izdihnite skozi usta in si zamislite, da gredo z izdihom ven tudi koščki strganih verižic. No, poskusimo skupaj. Še enkrat, globok vdih. In izdih. Zelo dobro. Rožle vajo ponovi 3-krat. Potrebne so 3 ponovitve, da izpihne prav vse koščke verižic. Nato začne dihati mirno. Zdaj, ko je osvobodil svoje srce, je poln veselja in v njegovi glavi je znova posijalo sonce. Počuti se veliko bolje, lažji je, ni več jezen na Lijo. Spet je dobre volje in njegova griva in rep sta mavričnih barv. Če je tudi tvoje srce osvobojeno, se počutiš olajšano in srečno. Na obraz se ti spet vrne nasmeh. In s tem prešernim nasmehom gremo danes spat. Hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste? Kaj pa nogice? Ste jih že pod dekico skrili? Tudi? Odlično! Zdaj pa me zanima, če vi veste, kam gre mavrica, ko zbledi? Kaj pravite? Ne poznate odgovora na to vprašanje? Tudi jaz ne. Ampak veste, kdo ga pozna? Avtorica knjige, Mojca Fatur, ki je napisala knjigo z naslovom Kam gre mavrica, ko zbledi? Krasna in idealna knjiga za vse nas radovedneže, ki odgovora na to vprašanje ne poznamo. A gremo pokukati v knjigo, da ugotovimo, kam gre mavrica, ko zbledi? Ste za? No, pa začnimo. Za 3 cvetočimi hruškami, 7 sončnimi žarki, družino velikonočnih zajcev in polžem z novo vikend hišico, z pisanim čebelnjakom, jato lastovic in 2 precej nadutima goloboma, za nasadom sončnic in poljem živo rdečega maka, je sameval najmanjši kraj na svetu. Na glavnem trgu je visel mojstrsko izdelan in vsako leto na sveže prebarvan napis Osamljeni gaj. In čeprav si za obisk najbližjega sosednjega kraja potreboval kar 3 dni hitre hoje,
ni bil osamljeni gaj v resnici prav nič osamljen kraj. Glavni trg v obliki gromozanskega jajca je bil obkrožen z vrsto lepo urejenih hiš. Vse so bile približno enake velikosti, a niti dve nista bili enake barve. Vsako leto so na prvi pomladni dan v osamljenem gaju praznovali praznik barv. Na glavni trg so prinesli mize in stole, plesali so in peli, izbirali najboljši malinovec preteklega leta in imeli čisto pravo žrebanje. V košari je bilo 12 lističev, prav toliko, kolikor je bilo hiš, in vsak je bil druge barve. Zime v osamljenem gaju so bile namreč strašansko mrzle in tako zasnežene, da so bili tamkajšnji prebivalci prepričani, da sneg v resnici zapade samo v njihovem kraju in ga nato nekdo skrivoma razvaža na preostale konce sveta. Zato so že večkrat razmišljali, da bi osamljeni gaj preimenovali v zasneženi gaj. A vsi niso bili za to, saj so se bali, da bi potem zapadlo še več snega. Praznik barv je tako postal njihov najpomembnejši praznik. Z njim so počastili prihod pomladi, njihovega najljubšega letnega časa. In tako kot narava svoje zasnežene poljane spomladi preobleče v mavrična polja, tako so prebivalci osamljenega gaja vsako leto prebarvali pročelja svojih hiš. A ker so bile nekatere barve bolj priljubljene od preostalih, se je župan, zato da bi preprečil morebitna negodovanja in spore, odločil, da bodo barve izžrebali. Tako bo pošta letos jagodno rdeča, banka nebesno modra, županova hiša oker kot sveže pečene žemljice, trgovina travnato zelena, gostilnica pomarančno oranžna, zdravstveni dom v barvi vijolic, šola sončno rumena, slaščičarna turkizna kot kak nenavaden dragulj, pekarna bisernato siva, frizerski salon mornarsko moder, krojačnica vinsko rdeča in hiša gospoda Petra, mojstra za vse, nežno rožnata kot cvetovi breskav. V osamljenem gaju ni bilo ne avtoceste, ne industrijskih obratov. Zato je bil zrak tako čist, da se je Polonzi, hčerki gospoda Petra, zdelo, da lahko skozenj pokuka v drug svet. Ob lepem vremenu se je svetlikal kot pravkar zbrušen kristal in takrat se je v njem bleščal odsev živopisnih hiš. Tako je nad osamljenim gajem skoraj vse leto bdela čudovita mavrica. Vsi so jo s ponosom občudovali, nihče pa ni vedel, da je mavrica v resnici tobogan, po katerem se sreča spušča na zemljo. Verjetno zato v osamljenem gaju ni nihče nikoli zbolel, nihče ni ničesar izgubil ali pozabil. Nobeno srce ni jokalo zaradi neizpolnjene ljubezni. Med seboj so si pomagali, hodili so drug k drugemu na obiske in se vsakega novega dneva razveselili, kot bi bil pravkar rojeno dete. Pomlad je bila tokrat še posebej radostna. Od neznano kod so priletele pikapolonice. Prve dni so otroci po glavnem trgu tekali za tremi in vežbali računanje s preštevanjem njihovih pik. Vendar je računanje postajalo iz dneva v dan težavnejše, saj so se pikapolonice kar množile in množile. Čez dober mesec jih je bilo že za polno šolsko torbo, zato so otroci prenaporno računanje raje zamenjali za brezskrbno tekanje po travniku. Potem pa se je nekega jutra zgodilo nepričakovano. Strašen krik je prehitel Petelinovo budnico in sunkoma vrgal na noge ves osamljeni gaj. Poglejte, mavrica je zbledela. Ojoj, naša čudovita mavrica je zbledela, je vsaj iz sebe ponavljala Pekova žena, gospa Marjeta. Kot bi mignil, so bili vsi še v pižamah in copatih, zbrani okrog gospe Marjete, ki je kot kura brez glave tekala gor in dol po glavnem trgu. Nejeverno so zrli v zbledelo mavrico. Prmejdun, je vzkliknil Polde.
Tudi pošta je zbledela. In res, prej jagodno rdeča pošta je bila zdaj podobna stari sprani roza nogavici. Vsi so obmolknili in nemo pogledovali zdaj v Mavrico, zdaj v zbledelo pročelje pošte. Kar lepo brez panike je župan prekinil mrko tišino. Vse bomo uredili, pošto bomo pač na novo prebarvali. Urno so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in še preden so gospodinje poklicale h kosilu, so že zaključili z delom. Nad osamljenim gajem se je raztezala živopisana Mavrica, čudovita kot vedno. Vse je bilo spet v najlepšem redu. Otroci so se na glavnem trgu igrali med dvema ognjema, odrasli pa so se vrnili vsak k svojemu opravilu. A veselje ni trajalo dolgo. Naslednje jutro je gospa Marjeta spet prehitela petelina in njen krik je bil še predirnejši kot dan pred tem. Tudi pročelje pošte je še bolj bledikavo kot dan poprej zrlo v zmedene prebivalce osamljenega gaja. Nekateri so žalostno zmajevali z glavo, drugi sumničavo oprezali za morebitnim storilcem. Prav vsi pa so čutili, kako se jim v prsi seli neprijeten nemir. Župan je tudi tokrat odločno prekinil nastalo zmedo. Spet so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in spet je bila Mavrica še pred kosilom vsa sijoča. A glej ga zlomka, vreščeča budnica gospe Marjete je tudi naslednje jutro prehitela Petelinovo. In naslednje jutro spet in še naslednje tudi. Po kakšnem tednu dni je Petelin obupal in je svoje klavrne poskuse, da bi jo prehitel ali vsaj preglasil, popolnoma opustil. Nekaj dni zatem pa se je jutranjega vpitja naveličala tudi gospa Marjeta. Postala je nenavadno ravnodušna. Ne samo, da ni več vpila, tudi iz postelje se ji ni več ljubilo vstati. Kmalu so obupali tudi ostali in nič več niso namakali čopičev v rdečo barvo. Prej vedno nasmejani in dobrovoljni prebivalci osamljenega gaja so postali čudno resni. Vedno manj so se pogovarjali in družili, mrko so zrli v tla in hitro postorili najnujnejša opravila. Velikokrat so se za prazen nič skregali in trmasto vztrajali pri svojem. Da bi se drug drugemu opravičili ali se skušali pobodati, jim niti na kraj pameti ni padlo. Redko kdo se je sploh še zadrževal na glavnem trgu. Večinoma so se tiščali po domovih in tarnali nad glavoboli, kašljem in drugimi tegobami, ki so jih pestile. Nenavadno pa je bilo, da so skupaj z razpoloženjem prebivalcev bledela tudi pročelja preostalih hiš. Vsakič, ko je neka hiša ostala brez svoje prepoznavne barve, je zbledel tudi del Mavrice. Nihče niti opazil ni, kdaj se je nekoč pisani in norčavi osamljeni gaj spremenil v najbolj mrko in pusto različico samega sebe. Tudi na Polonco, hčerko gospoda Petra, je legla neprijetna teža brezbrižnosti in zdolgočasenosti. A kljub temu ji nekaj v njej ni dalo miru. In tako je vsak večer, ko se je glavni trg zazibal v mrak, zrla skozi okno in skušala dognati, kaj se je pravzaprav zgodilo. V svoj mali rožnati zvezek si je zapisovala vse, kar je opazilo njeno budno oko. Vse nenavadne stvari je vestno beležila in jih kot detektiv skušala povezati v smiselno celoto. A brez uspeha. Ko bi že skoraj obupala, se je nekega temnega večera pogled ustavil na gospodu Čuku in njegovi soprogi. Kakšne pol ure ju je nepremično opazovala, ko se ji je znenada posvetilo. Če kdo, potem ta dva vesta za čisto vsako stvar, ki se je kadarkoli pripetila v osamljenem gaju. Kar naprej sta na preži in zvedavo obračata svoji glavi v vse smeri. Redko kdaj sploh kam poletita. Morda ravno toliko, da si pretegneta krila in najdeta kaj za podzob. Polonca je odprla okno in jo začela klicati k sebi. Čukasto sta jo pogledala in se obrnila v drugo stran. Začela jima je žvižgati, peti, skovikati, ploskati.
Nič ni pomagalo. Gospod in gospa se nista pustila vznemiriti. V kuhinjo je stekla po bombone in čokolado. Nič. Skočila je po sok. Še vedno nič. Ura je bila že pozna in zjutraj bo treba v šolo, zato se je poražena spravila spat. A hkrati odločena, da do naslednjega večera stuhta kaj uporabnega. In res, rešitev se ji je prikazala v sanjah. Takoj po šoli je stekla na bližnji travnik, kjer je nabrala za velik kozarec žuželk. Zvečer jih je stresla na ličen krožnik, ga postavila na okensko polico in jima zažvižgala. Najprej je bilo videti, da ju njen ulov nič kaj ne gane. A ko jima je že lep čas neutrudno mahala z največjo izmed žuželk, sta postala radovedna. Najprej je v izvidnico priletel gospod Čuk. Ko je zagledal migotajočo pojedino na krožniku, so se mu oči kar zasvetile. Urno je začukal soprogi, naj se mu pridruži. Ko sta z užitkom pospravila vsak nekaj žuželk, jima je Polonca pretkano izmaknila krožnik. Jasno jima je dala vedeti, da se ji bosta morala za nenadejano pojedino nekako odkupiti. Z zobanjem večerje bosta lahko nadaljevala šele, ko bosta odgovorila na vsa njena vprašanja. Ko sta videla, da Polonca misli resno, jima ni preostalo drugega, kot da sodelujeta. Za vsak odgovor sta bila nagrajena z novim žužkom. Izkazalo se je, da sta gospod Čuk in soproga prepričana, da je za nastalo zmedo kriva poštarjeva žena, gospa Vilma. Trdila sta, da že mesece vse noči prejoče. Toliko solz nikoli ne prinese nič dobrega. V Vilminem primeru so odplaknile njeno srečo. Kako to mislita, da so solze odplaknile Vilmino srečo, jo je vprašala Polonca. Gospod Čuk in soproga sta sočasno zavila z očmi in se nejeverno zastrmela vanjo. Nato pa sta začela naveličano pojasnjevati, da je sreča prav posebno bitje, ki zahteva veliko pozornosti in nege, da moraš za srečo skrbeti, če želiš, da ostane ob tebi. Zdaj razumeš, zakaj so jo solze odplaknile, sta začukala v Polonco. Ona pa se je le kislo nasmehnila, saj ji še kar ni šlo v račun, da je sreča živa in da je zanjo treba skrbeti. Poglej, je nepotrpežljivo nadaljeval gospod Čuk. Ljudje za vse lepe in navdihujoče stvari, ki se vam zgodijo, pripisujete zasluge sebi. Ko pa ne gre vse tako, kot bi si želeli, se jezite, da nimate sreče. In potem lovite uboge pikapolonice in jim šepetate svoje skrivne želje v upanju, da vam jih bodo uresničile, je nadaljevala Čukova gospa. Tako zelo ste obsedeni z lovom na srečo, da sploh ne sprevidite resnice o pikapolonicah. Polonci je bilo iz minute v minuto manj jasno. Kakšne resnice o pikapolonicah, je zmedeno vprašala. Pikapolonice ne uresničujejo želja, pikapolonice ujamejo srečo, ki želi pobegniti od vas in jo pripeljejo nazaj k vam, se je zadrl Čuk in besno začukal. Ker ste spet v sozvočju svojo srečo, se vam uresniči želja, ne pa zaradi pikapolonice. Soproga ga je nežno objela, da se je pomiril in nadaljevala. Se spomniš, da je bilo v začetku pomladi tu nenavadno veliko pikapolonic? Polonca je tiho prikimala. Spomnila se je, kako so jih lovili in preštevali pike na njihovih krilcih. No, je vzpodbudno prikimala gospa Čuk. Kaj no, jo je debelo pogledala Polonca. No, zakaj misliš, da je kar na lepem priletelo toliko pikapolonic, je potrpežljivo nadaljevala gospa Čuk. Pojma nimam, je skomignila Polonca. Zaradi Vilme in njenega joka je zdaj že popolnoma razdražen, zavpil gospod Čuk. Njena sreča je bila do kosti premočena in je hotela pobegniti nekam na lepše, kjer bi ji bilo toplo. Aha, in pikapolonice so skušale Vilmino srečo ujeti in jo pripeljati nazaj k njej, je bila nad svojo ugotovitvijo navdušena Polonca. Aleluja, je zavzdihnil gospod Čuk in iz krožnika sunil prav posebej zamaščenega žužka.
Zaradi česa pa je gospa Vilma tako neutolažljivo jokala, je zanimalo Polonco. To jo pa kar sama vprašaj, je zabrusil čukast par in do sitega napokan odletel nazaj v svojo duplino. Polonca je takoj zjutraj obiskala Vilmo. Ta je sedela za svojim pultom in hlipa je prelagala kupe ovojnic. Polonca se je obotavljajoče prestopala, saj ni vedela, kako naj začne pogovor. Končno se je le opogumila in gospo Vilmo kar naravnost vprašala, kaj jo tare. Ta je s svojimi od joka zabuhlimi očmi samo topo strmela vanjo, nato pa je solzno jadikovanje dobesedno bruhnilo iz nje in se v potokih zlivalo čez osuplo Polonco. Tožila je, da jo njeno delo utruja in dolgočasi, da ima opravka samo še s položnicami, reklamami in uradnimi obvestili, da si ljudje sploh ne pošiljajo več razglednic in pisem. Pošta je bila včasih polna ljubezenskih pisem, je razneženo zašepetala. Nekatera so bila tudi odišavljena in okrašena. Srce mi je razburjeno bilo, ko sem jih držala v rokah in komaj sem čakala, da jih tisti, ki so jim bila namenjena, prejmejo, je zavzdihnila in planila v neutolažljiv jok. Tako glasno je tulila, da Polonce še slišala ni. Pogovor je postal praktično nemogoč, zato se je Polonca kar poslovila. Vedela je, da mora nekaj ukreniti in da se v tem, kar je povedala gospa Vilma, skriva ključ do mavrice in nasmejanega, osamljenega Gaja. Pogrešala je svoje prijatelje, igro in klepet. Pogrešala je vrvež na glavnem trgu. In v tistem jo je zadelo kot strela z jasnega. Stekla je naravnost k županu in ga prepričala, naj uvede dopisovalski dan. Na ta dan mora vsak prebivalec osamljenega Gaja nekomu poslati pismo ali razglednico. Napisane besede morajo biti skrbno izbrane in priti morajo iz srca. Le tako se bodo zares dotaknili src tistih, ki so jim namenjene. In ko se srca začnejo sporazumevati med sabo, takrat se rodi čarovnija. Takrat se sreča počuti ljubljeno in začne cveteti. Prebivalci osamljenega Gaja so dopisovalski dan sprejeli zadržano in s precej nerganja. Zanje je bila to samo še ena obveznost več. Teh pa so imeli že tako ali tako preveč. A po nekaj poslanih in prejetih pošiljkah se je v njihovih srcih resnično začelo nekaj premikati. Otoplila in omehčala so se, na njihove obraze so se vrnili nasmehi in spet so se začeli zanimati drug za drugega. Obiskovali so se, si pomagali in se pogovarjali. In nekega jutra jih je spet prebudilo vreščanje gospe Marijete. Še vsi krmežljavi in pomečkani so pritekli na glavni trg. A tokrat so nejeverno bolščali v čudovito mavrico, ki se je bočila nad osamljenim Gajem in vpisana pročelja hiš pod njo. Župan je ponosno stopil k Polonci in ji vpričo vseh čestital. Polonca, le kaj bi mi brez tebe? Osamljenemu Gaju si vrnila njegovo znamenito mavrico. Polonca se je ob tem le nasmehnila in si tiho zašepetala. Ne boj se, sreča moja, rada te imam in vedno bom skrbela zate. Dopisovalski dan je tako postal najbolj priljubljen dan v tednu. Ko so pisali že vsem, ki jih poznajo, so prebivalci osamljenega Gaja začeli pošiljati pisma in razglednice na naključne naslove iz imenika. K njim pa so začele prihajati pošiljke iz oddaljenih in neznanih krajev. Nepoznani ljudje so jim opisovali svoje dežele, običaje, življenja in ljubezni. Mreža radostnih src se je širila, sreča je vedno bolj cvetela in po svetu so ljudje opažali vedno več mavric. Poslušajte svoje srce, bodite nežni do svoje sreče in pozorni na mavrice nad vami. Ste danes že pokukali v poštni nabiralnik? Morda je pismo iz osamljenega Gaja prispelo tudi k vam. Kaj pa, če je pismo iz osamljenega Gaja prispelo tudi v moj poštni nabiralnik?
mi dovolite, da grem pogledat? Kaj pravite? A ja, posloviti se moram, seveda. No pa dajmo se, kako mi to naredimo skupaj. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes nam bo družbo delal Rožle. Samorogec. Tisti, kateremu se barva grive spreminja glede na njegovo počutje. Tole je Rožle, poglejte. Majhen samorog, podoben vsem drugim. Morda pa tudi ne. Včasih je Rožle veder. Včasih ni veder. Včasih je jezen. Včasih ga razganja od veselja. Včasih je ljubosumen. In vse to so čustva. Rožle občuti različna čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega. To sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Kako se danes počuti Rožle? Dobro. Rožletova griva in rep sta mavričnih barv. V njegovem srčku sije sonce in pojasnil nam bo, zakaj. In kako se danes počutiš ti? Zelo dobro? Dobro? Še kar? Ne preveč dobro? Slabo? Zelo slabo. Zakaj se Rožle počuti tako dobro? Zjutraj se je prebudil dobro razpoložen. Hura, danes ne gre v vrtec. Lahko bo počel, kar bo hotel. V miru bo pozajtrkoval, se klatil po okolici, sanjaril, se igral. Morda pa se drugi družinski člani ne počutijo tako dobro. Rožle z zanimanjem opazuje dogajanje doma. Res, babica, mamica in očka niso tako zadovoljni kot on. Ko se počutimo dobro, je čas, da pomislimo tudi na druge. Rožle je odlične volje in si želi, da bi se drugi družinski člani počutili prav tako dobro kot on. Kako lahko z uporabo sofrologije podelimo srečo z vsemi okoli sebe? Kako z dihanjem podelimo srečo z drugimi? Zaprimo oči. Zamislite si, da je vaš trebušček poln pisanih zvezdic sreče. Vdihnite skozi nos in napihnite trebuh. Zadržite dih. Večkrat v pasu zasukajte zgornji del telesa ter glavo in roke naprej z leve na desno in nato še z desne na levo. Pri tem si zamislite, kako trosite okrog sebe zvezdice sreče. Počasi izdihnete skozi usta in pri tem spustite roke ob telo. Bodite veseli, ker lahko delite svojo srečo. Vajo ponovimo 3-krat. Potrebne so namreč 3 ponovitve, da lahko podelimo vse zvezdice sreče. Zdaj smo pripravljeni, da razširimo veselje in zadovoljstvo na vse okrog sebe. Rožle pogleda naokrog. Kdo bi rad občutil malo zadovoljstva? Opla, babica je izgubila očala. Rožle ji priskoči na pomoč pri iskanju. Oh, poglej, babi, na glavi jih imaš. Babica je vesela in se zahvali vnučku, saj brez očal zelo slabo vidi. Rožle še naprej opazuje, kaj se dogaja okrog njega. Očka je zelo zaposlen z opranim perilom. Rožle si reče, da bo vdvoje lažje. Perilo mu pomaga obesiti na vrtu. Hvala, moj veliki pomočnik, se mu zahvali hvaležni očka. Mamica je videti resnično razburjena. Prevrnila je kozarec in voda iz njega se je polila po pisalni mizi. Rožle ne more ničesar spremeniti, toda krepak poljubček ji bo gotovo dobro del. Pri tem se mamici na obraz vrne nasmeh in spet je zadovoljna.
Hvala, Rožle, ti si moj srček, mu nežno šepne na uho. Rožle je svoje dobro počutje prenesel na babico, očka in mamico, tako da se je z njimi pogovarjal in pomagal in jih poljubkoval. Zelo je zadovoljen, da jim je lahko podaril zvezdice sreče. Rožle se počuti res dobro, celo bolje kot zjutraj. Je zadovoljen. Zdaj so vsi dobre volje, celo ljubka Pika Polonica, ki jo je našel. Ko deliš zvezdice sreče, tudi ti čutiš srečo in zadovoljstvo. Takrat občutiš ponos. Vedno je dober občutek, ko pomagamo drugim in ko smo do njih dobri in prijazni. Zdaj pa je čas. No, zakaj je čas, da vas slišim? Kaj pravite? Da oči zapremo. Kaj potem? Z dekico se pokrijemo. In kam teto Diano skrijemo? V srčka, kaj ne? Vi mene skrite v svoje srčke, jaz bom vas skrila v svojega. Lahko noč, malčki moji. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se z Enjo odpravimo k njeni prijateljici Li Huan. Na Kitajsko gremo. Upam, da imate kovčke spakirane. Hecam vas, potovali bomo zgolj skozi pravljico, zato le napnite ušeska, kajti poleteli bomo. Živjo, jaz sem Enja, majhna deklica z velikim srcem. Ko so bile počitnice, smo se z družino odpravili na obisk k prijateljem, ki so doma v daljni Kitajski. Peljali smo se z letalom, vlakom in s taksijem in po dolgem času prispeli v veliko kitajsko mesto, kjer živijo naši prijatelji. Moji prijateljici je ime Li Huan, stara je toliko kot jaz. Tudi visoki sva približno enako. Ko pa sva se postavili pred ogledalo in se pogledali v njem, sva ugotovili, da se po videzu precej razlikujeva. Li Huan ima bolj okrogel obraz in poševne oči, jaz pa imam večji nos. Ko se Li Huan smeji, se ji na licih naredita dve majhni luknjici. Li Huan po kitajsko pomeni lepotica in to ime moji prijateljici zelo lepo pristoji. Skupaj s staršema smo spoznavali njeno mesto in jedli zame nenavadno hrano s še bolj nenavadnim priborom. Na lep sončen dan sva šli z Li Huan v mestni park, kjer sva krmili ptičke in uživali v cvetličnih vrtovih. Lovili sva se med drevesi in se neznansko zabavali. Smejali sva se, skakali in vriskali od veselja in sreče. Kar naenkrat pa se je zgodilo nekaj strašnega. Li Huan se je med tekom spotaknila ob korenine cvetočega drevesa in padla na kolena. Ustrašila se je in pričela jokati. Takoj sem prihitela k njej in videla, da si je malo popraskala levo koleno. Medtem ko sem Li Huan tolažila in ji govorila, da ni nič hudega, sem se zazrla v njene prestrašene oči. Solze, ki so se nabirale v njih, so ji polzele po licih in padale na tla. Ali veš, da so najine solze čisto enake, čeprav imaš drugačno obliko oči kot jaz? Rahlo so slane, mokre, hitro se posušijo in tudi enake oblike so, sem dejala Li Huan, ki se je hitro potolažila. Poznam dečka iz Afrike, ki je temne polti, je dejala Li Huan, pa nima temnejših solz. Tudi njegove so mokre in slane, ter takšne barve, kot so najine. Li Huan je že zdavnaj pozabila na bolečino. Prijeli sva se za roke in na poti domov ugotavljali, da se ne glede na to, kje smo doma,
kakšen jezik govorimo in kaj najraje jemo. Vsi smejimo, ko smo srečni, in tudi vsi malo jočemo, ko nas kaj zaboli. In solze in smeh in veselje in žalost, vsi na zemlji čutimo enako. Po nekaj čudovitih dneh v daljni deželi sva s prijateljico Li Huan ob slovesu spustili nekaj solz in si obljubili, da se kmalu spet srečava. Saj sva vendar prijateljici. Adijo, jaz sem Enja, majhna deklica z velikim srcem. V mojem srcu je dovolj prostora za moje prijatelje. Otroci in starši, preden vam zaželim lahko noč, bi vam rada prebrala še mnenje strokovnjaka. Ja, zapisal je nekaj pomembnih besed tule čisto na koncu knjige. Me poslušate? Krasno. Tale strokovnjak pravi, da je obdobje otroštva zelo pomembno življenjsko obdobje. Pravi, da v tem obdobju otroci intenzivno, telesno, intelektualno, čustveno in socialno zorite. Znotraj svojega okolja si postopno oblikujete vrednote. Odrasli smo tisti, ki na osnovi spoznanj, da je zgodnje spodbujanje izjemno pomembno za razvoj različnih področij, vključno s področji miselnih, socialnih in čustvenih zmožnosti, spodbujamo otroke s ciljem, da bi kar najbolje razvili svoje biološke danosti. Otroci se učite z gibanjem, poslušanjem, posnemanjem, risanjem in z uporabo govora. Pogovarjanje, pojasnjevanje, opisovanje, pripovedovanje, spraševanje, razglabljanje, poslušanje ter podobne dejavnosti, ki jih nudi slikanica, sprožajo čustvene in miselne procese razumevanja, posploševanja, razlikovanja in povezovanja vsebin. Prepoznavanje simbolov, črk, je eden najbolj zapletenih procesov, ki ga morate usvojiti otroci, da bi se naučili brati. Piktogrami so poenostavljene slike, ki predstavljajo nek predmet, pojem ali misel in imajo posebno vlogo pri uspešnem usvajanju začetnih bralnih tehnik. Z njimi otroci igraje vstopate v svet branja. Kako zelo prav ima ta strokovnjak, da skozi branje na zabaven način vstopamo v nov svet znanja. In veste, koliko znanja nas še čaka v knjigah in tam zunaj. Ampak za danes se moramo posloviti, namreč čas je, da hitro zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes nam bo družbo delal samorog Rožle. Le kakšno dogodivščino nam bo to pot predstavil. Poglejmo skupaj. To je Rožle, majhen samorog, podoben vsem drugim, morda pa tudi ne. Včasih je Rožle zadovoljen, včasih ni zadovoljen. Včasih je sramežljiv, včasih je žalosten, včasih je ljubosumen. In vse to so čustva. Rožle občuti različna čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega. To sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Kako se danes počuti Rožle? Še kar. Rožle se ne počuti najbolje. V njegovem srčku je sonce, vendar so tudi oblaki. Pojasnil nam bo, zakaj. In kako se danes počutiš ti? Zelo dobro? Dobro? Še kar? Ne preveč dobro? Slabo? Zelo slabo? Zakaj se Rožle ne počuti zares dobro? Navadno je živahen samorogec, ki s svojimi norčijami rad zabava domače in prijatelje.
Včasih pa se Rožle počuti neprijetno. Danes, na primer, ima rojstni dan. Poštarica mu prinese voščilnico. Nerodno mu je, zato se skrije za mamico. V vrtcu vzgojiteljica napiše na tablo: Vse najboljše, Rožle. Rožletu je to všeč, vendar se počuti neprijetno, ko ga vsi gledajo. Ne ve, kako bi se odzval, nerodno mu je. Ko se z mamico vračata iz vrtca, se na poti domov ustavita v slaščičarni, da kupita rojstnodnevno torto. Prijazni slaščičar mu podari liziko. Rožle ima lizike zelo rad, vendar si je ne upa sprejeti. Preveč je sramežljiv. Popoldne se zbere vsa družina, pridejo tudi prijatelji, da bi praznovali Rožletov rojstni dan. Ob slastni torti mu vsi ubrano zapojejo. Rožle pa ni zares sproščen. Prevevajo ga različni občutki. Vesel je, da je lahko z vsemi, ki jih ima rad, vendar mu je pri tem nerodno, ker je v središču pozornosti. Najraje bi se spremenil v drobno miško. Rožle si zakrije oči, da bi se skril pred vsemi temi pogledi. Kaj pa, če bi se namesto v miško raje spremenil v velikega tigra in premagal sramežljivost z nadzorovanim dihanjem? Tudi ti, ko začutiš, da te bo premagala sramežljivost, si zamisli, da se spremeniš v močnega tigra, ki jo prežene. Zaprimo oči. Zamislite si lepo tigrovo obleko. Vdihnite skozi nos, napihnite trebuh in stegnite roke predse. Zadržite dih, z rokami zgrabite tigrovo obleko, kakor da bi imeli kremplje, in si jo oblecite. Močno, kakor tiger, izdihnite skozi usta in pri tem sprostite ramena in roke. Mislite na moč, ki vas preplavlja zaradi tigrove obleke. Vajo ponovimo 3-krat. Potrebne so 3 ponovitve, da se spremenite v pravega tigra. Nato začnemo dihati mirno. Zdaj, ko nosimo čudovito tigrovo oblačilo, se počutimo močne in samozavestne. V naši glavi je znova posijalo sonce. Rožle se počuti veliko bolje, prijetneje. Spet je dobre volje in njegova griva in rep sta mavričnih barv. Zdaj bo lahko užival v rojstnodnevnem praznovanju. Ko s tigrovim oblačilom tudi ti premagaš sramežljivost, lahko zadovoljno uživaš v vsakem trenutku. Na tvoj obraz se spet vrne nasmeh. In s tem prijetnim nasmehom na obrazu se zdaj odpravimo spat. Hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.